a se sliša, ne, tudi če nima mikrofona. Moje prvo vprašanje se nanaša na tole predstavitev, ki je tukaj, pa jo bom kar prebrala, zato da se lahko navežem. Torej, Mihaela je mama, njen otrok je tudi tukaj danes, ja, pa ne vem, če hoče biti. Če vidiš tako daleč. Je žena, mož jo je pripeljal, pa si ni upal priti zraven, ne se heca. No. Sestra, hči, prijateljica, kozmetičarka, zdravstvena tehnica, profesionalna življenjska coachinja, predavateljica, organizatorka dogodkov, delavnic in predavanj, obrazna refleksoterapeutka, uradna zastopnica dermatološke kozmetike Dermovisuals. Že skoraj 30 let v svojem estetskem studiu Lakšmi pomaga ljudem do negovanega videza, zadnjih 10 let pa tudi do negovanega uma in duše na Akademiji za ženske Lakšmi. Vedno se je trudila dobro poskrbeti za druge, a je hkrati pogosto pozabila nase. Zato je leta 2016 trdo pristala na tleh z diagnozo ekstremna izčrpanost. Danes dobro ve, da je ne glede na karkoli, kar se nam dogaja, največja napaka, ki jo lahko storimo, ta, da pozabimo nase, na svoje sanje ter na ljubečo skrb za svoje telo, in dušo. In tukaj sem prebrala, da pozabimo na svoje sanje in na skrb zase in me zanima, na katere sanje si ti na poti svojega življenja pozabila? Pa niti ne bi mogla reči, da sem pozabila na sanje, ampak nase, predvsem nase. Ne sem si izpolnjevala svoje sanje, ampak na račun svojega zdravja. Torej je šlo čez. Po dnevi sem delala v kozmetičnem salonu, po noči pa za projekte, kot sem rekla, sem blazno rada organizirala te dogodke za ženske in pač včasih moraš iskati tudi, ne? To samo povem, ne? Ampak ja, v bistvu je bilo to bolj na račun tega, pa premalo sem se mogoče privoščila tistih enih drobnih radostih. Recimo, ko sem potem prišla k zdravniku in me vprašal, ta zgodba je tudi opisana not, kaj je tisto, kar boste pa zdaj 1 uro na dan počeli zase, jaz nisem vedela odgovora. Ker kaj je tisto zame? Točno sem vedela, kaj bi bilo fajn, če gremo z družino kam, kaj se želi ta, kaj se želi on, ne? Ampak kaj pa jaz? In je rekel pač, zdravnik je ok, ne greva ven iz ordinacije, dokler mi ne poveš, kaj točno boš delala zase. In si mislila, dobro, se heca, ne, se je bila polna čakalnica, ljudi zunaj, pa so še tako malo namignila, da je sej zunaj polna čakalnica, se sem že spomnila, ne. In rekel, ne, sem naslonil nazaj, prižgal radio in čakal, ne. In to je bil v bistvu najhujši trenutek. Ni bil najhujši trenutek tisti, ko so me peljali z rešilcem v bolnico, ampak dejansko ta trenutek potem, ko se zaveš, da ne veš, kaj si želiš. Mislim, ko se tako zelo izgubiš. Jaz sem se počutila res grozno takrat. Grozno v smislu, kaj sem lahko tak loser, da ne vem, kaj bi rada. Da ne vem, kaj mi paše, kaj mi je fajn, s čim se naj napolnim baterije. Ker dogodki ti polnijo baterije, ampak jih tudi praznijo, ne. Mislim, to zelo tako na nuli si na koncu, ne. In to mi je v bistvu bilo najhuje, ko sem spoznala, da sem se tako nekako izgubila, da več nisem vedela točno, kaj je tisto, kar v meni. No, ampak prvi en tak, verjetno si že čutila že prej, da se nekaj dogaja, da nisi zdaj v neki svoji polni izvedbi, da nisi zjutraj vsa poskočna, da si ne rečeš, kako lepo je biti jaz. Daj povej nam, kako je potekal tisti dogodek, ko te pa res, ko ni bilo več dvoma o tem, da zdaj pa dovolj v salonu. To se v bistvu kot en hrček, ne, na kolesu v bistvu. Zjutraj vstaneš, greš delat, to se vrti. In v bistvu jaz nisem se sploh zavedala, dolgo ne. Šele pozneje, recimo, ta najin skupni dogodek, ki smo v Ljubljani organizirali po enakem načinu kot ga v Ljutomeru, oziroma v Prlekiji organiziran, smo organizirali tudi v Ljubljani. In takrat se spomnim, da je bilo 250 žensk, si lahko mislite, kakšna energija je bila. In tudi jaz sem mislila, da sem dobra. Dokler potem po dogodku nisem zagledala teh fotografij. In od vseh drugih žensk so oči žarele.
tudi tvoje. Moje so pa bile mrtve. In tisto me pa najbolj presunilo, se o moj bog, res je to, kar govorijo. Vse te vsi upozarjajo, že prej. Vse ti rečejo, ne gre več tako, da je oladi malo, ampak vse ni tako hudo, vse to še gre, pa to še naredim, pa veš, resnici samo še to, ne, samo še to dokončam, pa ja, ne, samo še to, pa potem bom. Ampak prav en dogodek, ki si bila v salonu, stranko... Tisto več ni bilo upozorilo, tisto je bilo že potem konec. Ja. Ja, jaz sem delala tudi pedikure, čeprav nikoli nisem marala, ampak zaposlila sem se zato, ker so pač rekli, da je to del pogodbe, ne. In jaz bi potem, ko sem šla na svoje, lahko nehala to delati, ampak sem imela občutek, da kdo pa jaz sem, da zdaj ne bom pomagala več ljudem, ker so vedno prišli pač z bolečinami, odšli brez in vse je to lep občutek, ampak to ni bilo moje, to res ni bilo moje poslanstvo. Ampak očitno sem toliko iz medicine, da sem pač to tudi znala narediti in so bili zadovoljni in okej, pač narediš, ne. In potem vem, da mi je bilo že tako slabo, že vedno zvečer, ko sem se spomnila, da moram drug dan v salon, mi je že bilo grozno, ne, in tudi recimo sem se celo pot mogla zelo stimulirati. Ampak hočeš reči, da ti je bilo prav fizično slabo, ali tako, da si rekla, kar slabo mi je, ali da si res ta občutek v telesu čutila? V telesu sem ga že čutila, ja. Je bilo kar, no, že prav na jok mi je včasih šlo. Pa brez veze, ker bi lahko prosto nehala, ampak nisem znala, nisem si bila dovolj vredna, da bi rekla ne. In potem se mi je ravno tako zgodil med pedikuro in ta stranka je bila v bistvu moje odlično ogledalo. Točno tako, kot sem se jaz obnašala do sebe, se ona takrat obnašala do mene. In ko sem ji delala, mi je bilo slabo in sem še najprej seveda poskusila to malo. A rabite podnapise? Sem pa še ne rabite, dobro. Sem se pač spraševala, mislim, sem se delala, da še vse v redu, dokler se mi res niso začele že tako, mi rečemo trositi roke, kako bi rečete, treptati roke, treski roke. Da potem tudi ona opazila, ne? Ampak je več čas rekla, ne, se ti še meni sam to dokončaj, pa boš potem že počivala, pa se sam še to narediš, ne. In jaz potem več nisem videla niti prav njenih nog, niti več nisem znala razločiti, ne. In je rekla, ne, to je mena, to nima, to je meni tudi tak včasih slabo, ne, nič takega ni. In jaz sem smisla, dobro, pa še pač to naredim, ampak pol je bilo res katastrofa in nisem je dokončala, naredila sem tisto, da je ona lahko šla, ampak nisem pa potem, ker je rekla, še mi malo namaži noge, sem to pa res več ne morem, ne. In res je šla do skrajnosti, ne. In potem je odšla ven in meni je bilo res slabo. In ko je prišla naslednje stranke, sem samo še poklicala rešilca, ker je bilo kriza in potem vem, da ko so prišli reševalci, ne, in so me hoteli utrip uravnati, pa ni šlo, pa so ustavili malo srce vmes. In jaz gledam tisto črto, tisto ravno črto tam, pa sem jaz umrla. Pa verjetno tega ne bi videla, mislim, res je bilo že tako malo scary. Ampak takrat sem še jaz vprašala, ne, ker so rekli, ne gre, moraš iti v bolnišnico, a bom jaz tam hitro končala, a koliko strank moram danes odpovedati. Tako hudo je bilo. In potem nisem samo eno odpovedala, ampak kar nekaj mesecev, ja. In bolj si v bistvu, ko se ti je to zgodilo, si ostala doma. Ja. Kaj se je dogajalo v tebi? Jaz sem imela take aritmije, da itak nisem nič dosti čutila. Meni se bi se to pokazalo najbolj na aritmijah in jaz sem bila prepričana, da ker imam neke pač napake na srcu prirojene, da je to, ne. In ko je meni zdravnik prvič rekel, ko me je v bistvu prvič videl v svoji ordinaciji, mi je rekel, točno vem, kaj vam je, vi ste izgorela, ne, je bil moj odgovor, vi niste zdravnik, vi ste vedeževalec. Ker to je enostavno, kako ti veš, kaj meni je. Ampak ja, sem imel na koncu prav, je pa tudi res, da je pač bilo povezano s srcem in jaz sem imela takrat take aritmije, da nisem kaj dosti, nič fizično, nič nisem mogla. Če sem recimo dala cunje prati, jih nisem mogla obesiti, sem mogla bi ležati, pa potem obesiti, ne. To je bila res ekstremna izčrpanost. Kaj si takrat čutila v zvezi s sabo? A si rekla, Boga jaz, ali si rekla, kaj mi ni jasno, le kakšna sem? Zakaj zdaj? Še cunjo moram obesiti. Pa nisem imela moči za take razmišljanje, ne. Jaz sem več mislila, da bom umrla, ker je bilo res tako intenzivne aritmije. Pa tudi zgledala se bo je tako, da umiram, ko se mi je to dogajalo. In meni je bilo v bistvu bolj strah, no. In vem, da sem potem mogla iti k psihiatru, ker ni mi znala več, kako mi lahko podaljša bolniško, ampak jaz sem jo rabila, ker nisem mogla delati. In rekla, glej, zdaj pač
jatelj je tukaj v zdravstvenem domu, ali greš k njej. Ja, verjem, ne. Prvo vprašanje je bilo, ne, ali pomišljate na samomor, ne. Ne, jaz se bojim, da bom umrla, ne, ne, da bi si jaz kaj naredila, ne. In je rekla, ja, ok, pol niste za to, ne, mislim, je šlo, hvala Bogu, vse brez zdravil, brez vsega, pač ta obisk je bil in to je bilo to, ampak je pa kar trajalo, no, da sem se potem počasi sestavljala. Ampak glej, recimo, ko si tako enkrat na tej točki, nulti točki z energijo, z vsem, kje je potem ta preklop, da ti zbereš toliko moči, da se odločiš, da zdaj pa boš morala nekaj začeti narediti, nekaj začeti delati za sebe, nekaj narediti zase. A kako si vedela, kaj začeti? Najprej nič. Najprej pač stagniraš in čakaš, da mine. Ne, da potem toliko res dobiš neke energije nazaj, da začneš potem razmišljati, ok, kaj je zdaj tisto, kar si jaz želim, ok, kaj rada delam to. In da se potem na ta način sem se začela potem graditi energijo in potem je šlo počasi gor, ne, ampak dejansko sem pa zato tudi napisala to knjigo, no, da če še kdaj zdrsnem, da bom imela pri roki, kaj je tisto, kako začeti. Mislim, že samo dotik kože je dovolj včasih, ne? Ni treba zdaj, ne vem, vsak dan se posvetiti 5 ur in se lahko si, če imaš čas, ampak ni to, ne? Samo tisti trenutki vmes. Zdaj tudi jaz še, potem, ko sem prišla nazaj na energijo, potem se začela seveda spet nazaj dozdelati in to, ampak delam sicer manj, pa še zdaj tako, da ko imam nek projekt, vem, da takrat pač dam vse od sebe, ampak potem pa ne, nekaj dni stop. Prej tega ni bilo. Prej bil že predno sem dokončala en projekt, je bil že vzadaj drugi, ne. Lej, pač jaz, ki te poznam, malo poznam tvoje okoliščine, tudi vem, da si tako kot mnoge med nami nagnjena k temu, da želiš nositi breme od vseh, ki jih imaš ti rada na svojih ramenih. In celo družino tvojo razširjeno, pač to primarno si dala na rame, pa partnerja, pa ne vem, še koga verjetno. Odkot ta potreba potem? Kaj misliš, kaj nam ženskam ni jasno? To je odlično vprašanje. Kje je zelo težko, zdaj vem, to je $1 milijon odgovor. Če bi to vedeli, verjetno izvedeli, ne bi bilo, ne. Ne vem, v bistvu odgovora na to, kaj nam ni jasno. Jaz mislim, da je prvo to, da se moramo spoznati, potem pa sprejeti in potem se komaj začne delo na sebi. Malo v bistvu namigujem tudi na to vrednost, ne, ki je samo še to naredim. Stvar, v katero dvomimo mnogi ženske same pri sebi, ne. Vsi so vredni več. Jaz se spomnim na eni delavnici, ko sem enkrat spraševala ljudi, kdo je, pravzaprav eno gospo sem konkretno vprašala, kaj mislite, kdo je več vreden, vi ali vaša hčera, ki je govorila o tem, da jo mora voziti okrog, pa da za njo zmanjka časa in je kot izstopal, izstrelila hčera. In jaz sem prepričana, da če bi jaz tebe takrat to vprašala, da tudi ti ne bi rekla jaz. Ne, niti na drugem mestu ne bi bila. Ja, to je pa bi se mogoče si prej mislila ta drug dogodek, ko sem jaz hodila z nevrologinjo. Potem mi je tudi glava zelo mravljinčila in sem pač šla na razne preglede. In ko sem bila pri nevrologinji, me vprašala, kaj je, kaj se dogaja, ne, pač na kratko razložim. In reče, zdaj boste pa pač mogli začeti malo bolj za sebe skrbeti. Se bom, sam to še naredim, pa ono še porihtam, pa to še, pa pol pa res bom, ne. Sam še za to poskrbim, ne. In ona potem je tako en čas gledala, pravi, ja, gospa, če boste še naprej tako skrbeli za druge, bodo kmalu morali drugi skrbeti za vas. To je bilo tisto, ki me je pa res malo odsekalo. To je pa bilo... Kako dober stavek. A lahko ga ponoviš? A lahko ga ponoviš? Če boste še naprej tako skrbeli za druge, bodo kmalu morali drugi skrbeti za vas. In kdo želi to, da bi nekdo... Jaz sem potem prvo dobila slike, kako mi potem domači morajo vse rihtati, negovati, ne vem, vse pač skrbeti za me in se a res to želim svojim najdražjim, svojim najljubšim? Ne. Ja, to je bilo
ta je bila res zanimiva. Kaj je ta prva stvar, ki si začela? S čim si začela? Skrb zase. V bistvu čisto preprostimi stvarmi. Od tega, da sem začela z hvaležnostjo, da sem si res rekla, ok, dobro, zdaj sem res snema se verjeti, ampak od tukaj naprej pa zdaj pač nekaj treba narediti zase, ne, in kako, kaj lahko še kaj pa sem, kaj sem hvaležna, ne, in tisti občutek se takoj preklopi, iz žrtve greš na nekaj drugega, ne. Take stvari, potem z nego recimo sebe, da se nekaj, ok, zdaj pa res se posvetim, da si, ne vem, tudi če so take malenkosti, da si malo porihtaš stopala, da narediš ne vem, depilacijo, no, pa mogoče nišče ne vidi, ker si tako plača, ampak nima za občutek je tisti. Kakšna maska za obraz, čisto na easy, koliko sem pač zmogla. Pa brala sem, ogromno sem brala, ker meni pač branje veliko pomeni in to me ni utrujalo, to mi je. Veš, kaj me še zanima? Velikrat sem jaz opazila tudi, da ko so ženske naredile kakšen korak naprej v ljubezni do sebe, se je začela njihova okolica doma temu upirati. Zato, ker so doma kdaj kar čudežno zaslišali besedo ne, ki je prej nikoli niso. Povej mi, kako sta pa tvoja dva doma odreagirala na to, da ti postajaš drugačna, oziroma kako so se na to odzvali, ne vem, drugi okrog tebe, mogoče tudi kakšni prijatelji ali pa stranke v službi? Ne, to sem pa kar imela podporo. To pa ne bi mogla reči, da se karkoli. Ker itak je vsem v interesu, da smo dobro, ne? Tako da to se mi zdi, da ni bilo nekaj, da bi točno lahko rekla, aha, da se pa ta drugače obnaša do mene ali karkoli. Mogoče tudi ni bilo to pogosto tiste ne, ker se v bistvu nišče ni od mene ni zahteval, ne? Jaz sem bila sama tista, ki sem preveč šla čez mejo. To je mogoče bilo tudi, ne? Pa zdaj, vse, če nekako to nežno poveš, da pa zdaj ne moreš, ne, da pa ne gre, je kar razumljeno. Ne vem pa, kako se je zgodilo, tudi stranke. To pa je drugo. Ja, stranke se pa verjetno nekaj jih je šlo, sigurno, ne? Ker zdaj imam tudi čakalno dobo, mislim, da čez mesec dni. In ja, ne bodo vsi čakali, ampak jaz pa tudi ne morem več kot toliko, koliko lahko. Lej, super, hvala. Zdaj pa jaz bi šla malo na knjigo. Praviš, da rada bereš, že od nekdaj tudi lepo pišeš. Kdaj si pomislila, zdaj bi pa jaz knjigo? Mislim, saj jaz vem, a ne, ampak povej, ne. Sanje v moji knjigi so pravzaprav iz čistega otroštva, kar vem za sebe, sem izvedela, da bom enkrat napisala knjigo. Ampak nikoli ni bila dovolj dobra, ker jaz nisem bila nikoli sebi dovolj dobra. To je, mislim, da je bila največja bremza, da nisem nikoli, vedno sem začela nekaj pisati in potem ne, si kdo bo pa to bral, ne, ampak potem sem začela bolj pisati zase, tudi zase, ne. Pa, ne, v bistvu je, ja, vedela sem, da me bom napisala, no, že takrat. Zdaj pa je res nastalo v rekordnem času, tako da hvala založbi, ki me je podprla pri tem in so mi pomagali, da smo stisnili v enem roku, nemogočem roku skozi. No in zanimivo, lahko potrdiš to, da v bistvu, ko počnemo nekaj, kar nam je malo muka, da tam nam energija zelo odteka. Da ko pa počnemo nekaj, kar tudi če si do 4 zjutraj pisala, ampak ker je to del tvojih sanj? Ja, absolutno, lahko potrdim, ja. Še vedno delam delno stvari, ki pač jih delam. Ne toliko srcem, ampak jih počnem zaradi raznih stvari. Ampak pravim se, da imam tam tudi mejo in pa tudi tukaj nisem imela meje. Ko sem pisala, koliko mi je pač tisti dan bilo. Tudi če je bilo to celo noč ali ni bilo celo noč, pa ni bil tak problem, ker sem imela jaz rok. Jaz tudi vedno pravim, da je fajn, če se postavimo, ok, mogoče pa zdaj res ne bom delala vseh svojih ritualov, mogoče bom pa zdaj res malo sebe dala na stran, ampak do takrat. Potem pa si vzami prosto, ne. Ker tega res nisem znala, ne. Ko sem recimo takrat, ko me je reševalec peljal v bolnico iz salona,
takrat mi je rekel, no, zdaj si imela srečo, ne, mogoče naslednjič več ne boš imela, da zdaj malo, ne, ko boš čutila, da več ne moreš, pač si vzami dan prost, ne. Sekaj, ja, mislim, kaj je stalo narobe, takrat vem, sem še delala pedikure in to je bilo mesece začakati in jaz bom se zdaj kar rekla, veste kaj, jaz bom pa zdaj šla malo na kavč, ker trenutno mi pa pač ne paše. Ja, pa ni za delati, ne. Mislim, da je to bilo nepojmljivo nekaj takega, ne. Ampak je pa se potem res zgodilo, da to, ko mi ti je rekel, ne, ja, se če si ne boš delala en dan, pa si boš pač potem mogla nekaj mesecev, kot je potem bilo, ne. Takrat mi je res bilo nepojmljivo to. Zdaj si pa že naprej malo bolj načrtujem, kakšne boste dneve. Knjigo si razdelila na 3 dele v bistvu. Celo 4, menda, ne? Ampak ja, en del je meni tako fajn, ker je tako praktičen. Ker vidim, da mnogo ljudi ne vejo, ne, zdaj vejo, nekaj moram spremeniti, nekaj bi rada naredila, bi rad naredil, kaj pa ne, kako ne pa začnem in potem odprejo splet in piše, moraš se imeti bolj rada. Ok, imam se bolj rada, a to je to, kaj je zdaj narediti? Seveda pa to ljubezen do sebe izkazujemo točno skozi to, kar si rekla, ne, čez te majhne, drobne stvari, ki jih podarjamo sebi. In zato mi je všeč, da je noter 21-dnevni izziv, kjer nam predlagaš, kako pravzaprav začeti. Čist konkretne stvari, ja. Čist take enostavne, nobene tople vode, karkoli. Ta prvi del knjige je bil napisan tako, da je nekaj mojih zgodb iz tega časa izgorevanja. To upam, da je malo na humor obrnjeno, ne, saj upala sem, ko sem pisala in sem celo htela dati smeške noter za vsak slučaj, če ne bi vedeli, kje sem mislila, da je smešno. Ampak je rekla urednica, da se čuti, kje je smešno. Tako da prvi del je ta, potem drugi del je pa v bistvu ta, ko gremo konkretno, kaj je za telo nekaj za narediti, kaj je za dušo in kaj za Potem tretji del je pa ta izziv, ko je pa res čist konkreten. Od enega do drugega dneva, četrti dan piše, sreča je osrečiti druge. No, ta je mogoče edini tak, da za nekoga za druge delaš. Glih tega odpreš. Očitno ne morem iz svoje kože. Tako da tudi recimo ohranjanje prijateljstva, ne, da tisti dan res mogoče pokličete nekoga. Jaz sem danes zelo hvaležna, da so prišle moje prijateljice danes sem, tukaj v prvi vrsti sedijo. In res sem vam hvaležna, da ste se vzeli ta čas in prišle. In to je tisto, kaj nam veliko pomeni, ne, ta odnos. Da, tudi recimo pri samem izgorevanju nikoli, vsaj jaz mislim, da ne, no, nisem strokovnjak za to, nikoli ne gre zgolj za preveč dela, ampak so težave v odnosi. Prvo odnos do sebe, potem pa še ostali, ne. Tako da ja, take stvari, da mogoče, ne vem, 9. dan, da pokličete prijatelje, da greste kao na pijačo ali pa na sprehod, ali pa spuščujočo kopel, ali pa moč komplimentov, da si damo kakšen kompliment. Skratka, vsak dan je v bistvu neka malenkost, ki jo naredimo zase in to je 21 dni, takih lušnih meditacije, spodbudno pesem, da si damo polno. No, in ravno to se mi zdi, ker zelo veliko ljudi res potrebuje, ne, take konkretne stvari. Ko dobivam recimo te povratne informacije, ko mi pač pišejo ljudje, to mi je zelo všeč, ko kdo pač napiše kaj o knjigi, kaj je prebral, da mi je pač to veliko pomenilo, da so šli skozi ta proces skozi, da jim je fajn ta 21 dni, da ko me čakajo drug dan, kaj bodo naredile zase, ker so res taki čist, večina ne vzame veliko časa. In ja, to imeti sebe rad ne pomeni, da zdaj si moraš vzeti res na dan nekoliko časa za sebe. Nekako ni več to povezano toliko oziroma. Nekaj ta vprašanja, ne, iz drugega dela, recimo, ta se mi zdi bolj pomembna. Recimo za telo, da se večkrat na dan vprašamo, okay, kaj za moje telo potrebuje. Moje telo, če se jaz vprašam, kaj potrebuje, to, da dam noge dol, da imam prekrižane. Mislim, če se, ne, ali pa recimo, koliko med vami ima zdaj zakrčene ramena, čeprav spuščeno sedite, a jih lahko sprostite? Jaz sem se premaknila, ne. Koliko recimo drži zobe skupaj, čeljust stisnjeno, to sploh ne ugotovimo, dokler ne čekiramo svojega telesa in to večkrat na dan.
Potem recimo za o čem zdaj razmišljam. A so vaše misli sedaj pozitivne? A razmišljate že vnaprej, kaj morate narediti? A je to pozitivno? Potem za dušo, česa se danes veselite? Ne, da se tega vprašaš večkrat, da se že zjutraj vprašaš, kaj pa je danes tako, kaj se jaz lahko veselim? In to so te malenkosti, ki nam v življenju v bistvu dajo tisto iskro. No, ti si vmes, ko se ti je to vse dogajalo, tudi naredila nekaj izobraževanj za coacha. In moja izkušnja je, da najprej vsi, ki se s takimi stvarmi ukvarjamo, začnemo zaradi sebe delati to, da sami sebe nekako spravimo v red, kot se reče. Potem pa vidimo, da te stvari delujejo in pomagati začnemo tudi drugim. Je bila pri tebi tudi ena taka podobna pot? Ja. Vedno tisto, da pač iščeš rešitve in jaz sem pač našla v coachingu, ker mi je to nekako najbolj blizu, ker se coaching predvsem ukvarja z sedanjostjo in prihodnostjo in ne kopaš toliko po tem, kaj je bilo, ampak zdaj sem tukaj, tako je, pa zdaj naprej. Pa tukaj gre v bistvu bolj za določenje nekih ciljev, za te stvari, ki so meni bolj pri srcu. In tako, da sem potem šla v Beograd, ker tukaj nisem našla. Ne, če še sploh zdaj obstaja. No, meni je zanimivo to, da ti si že prej mi govorila, še preden si naredila ta izobraževanja, se si predstavljate verjetno, ko pride ženska na nego, k Mihaeli, da je to ne samo prostor za lepoto, ampak kakor je ena spovednica, tudi ti si čuda enih zgodb poslušala. Ja, normalno. Jaz v bistvu 2 uri si z nekom ena na ena in tukaj se res naposlušaš na nek način enih zgodb, takšnih in drugačnih. Včasih jokamo, včasih smejemo, ampak je fajn potem, če imaš neko ozadje še, neko orodje, s katerim potem ne vzameš ti tega vsega na sebe in da lahko tudi mogoče s takim vprašanjem, ki ga postaviš stranki na mizi, potem tudi mogoče razkriješ, kaj da se je nekaj posveti, da nekaj mogoče. Tako da to je nega z dodano vrednostjo. Po moje, ja. Večina primere, no, ker včasih se tudi katere smeje. Recimo, ena me zadnjič rekla, a ti si ugotovila, da jaz vedno pridem na nego, ko se razidem s fantom? Sem pa ne. Rekla, ja, ti si meni kot psihoterapija. Ja, moj bog, ne. Potem druga je rekla, veš, jaz pa vedno, ki sem drugače tudi refleksoterapeutka in pač začutiš, kje je kaj narobe in je rekla, veš, jaz se vedno prijavim najprej k zdravniku, pa k tebi, ko mi kaj je. In komu pač prijem prvo na vrsto, ne? Tako da je, svaš, ko se dogaja. No, ker 3. del, a 4. del v bistvu knjige pa je res posvečen tudi. Predvsem negi obraza, ja. Negi obraza. Kože nasploh. Ja. In, to je moja profesija. No, in to sem rekla, da ima zlate prste. Sicer ima močne, tako močne prste. Te 3 pore, ki ima. Ampak, ja, lepo je zaupati nekomu, ne, da prideš, da mu zaupaš svoj obraz, a ne? To ni kar tako, no, ne vem, vsaj meni. Ja, to stih reče, ja, da ima le predsodka, ne, ker se zelo blizu, ker se dotikaš, ker energije grejo čez. Ja, ni tako mogoče. Pač moraš se najti, moraš se začutiti. No, daj mi povej ti, ko poslušaš zgodbe teh žensk, ki prihajamo k tebi, kaj ženske po tvoje ali pa skozi tvoje oči in ušesa, kar poslušaš tam, najtežje pri sebi sprejemamo? Zdaj, če misliš vizualno, telesno, je to tako zelo različno, da ne moreš verjeti. Zato tudi vedno vprašam, ko pač sestavljam kreme, ker mi imamo dermatološko kozmetiko, ko lahko za vsakega posebej sestaviš kremo. In jaz vedno vprašam, kaj je njej prioriteta, ker jaz vidim nekaj čist drugega, kaj bi jaz hotela, da se izboljša kot pa ona. In tako je tudi pri tem. Recimo, če bo katera brala knjigo, tukaj je ogromno noter, mislim, verjetno najbolj obširnih poglavij je sprejemanje sebe, ker sem s tem imela vedno največje težave. In tukaj potem vidiš, kako dejansko neko, recimo, ko kdo bere, jaz tega pri tebi prej nisem opazila, ne? Ja, ker opazimo čist nekaj drugega. Mene moti pri sebi sigurno nekaj drugega, kot vidite vi. In tako je tudi drugače, pri teh negah, recimo. A so še vedno stvari, ki te motijo? Ne bom rekla, da ne.
ampak ni pa, začela sem spreminjati ene stvari, ki sem jih hotela spreminjati, ampak pač večino pa sem sprejela. Zobke si poravnavam, sem zanimam aparata, da lahko govorim. Tako da za Abrahama sem rekla, da se bom smejala s poravnanimi zobmi. Tako da recimo, to je ena izmed take, ti si imela take zobe? Ja, ne, se še jih imam, ne. Kaj pa to, ko pišeš tudi o duši oziroma umu, kaj ženske težko spustimo, no? Pač, mogoče malo namigujem zato, ker je moja izkušnja taka, da ženske tako stremimo po neki popolnosti, po tem, da moramo vse narediti in izgledati in biti popolne mame in žene in službenke in ljubice in... Ja, pa fajn je, če k temu stremimo, samo določene meje si pa moramo postaviti, ne? Ker vse pač ne gre. In vse tudi hkrati mogoče ne gre. Mogoče en del posvetiš malo bolj, ne vem, karieri, potem kakšen delček bolj družini. Pač jaz vem, ko je nek projekt, ki je pred mano in ki je recimo bolj obširen, ja, pač trpijo vsi doma na ta način, da pač ni dovolj pozornosti, ne. To je dejstvo. Ampak potem pa pravim, spet se vzameš po tistem čas še za to. Ne znam tako balansirati, da bi rekla, da sem 100% popolna pri vsem, kaj mislim popolna, itak ne, ampak vsej za nas, ki smo izgoreli, pravimo, da je vedno popolno tisto, kar je dovolj dobro, ne. Saj ta knjiga nikoli ne bi šla, če bi jaz čakala na popolnost. Kaj je samo dovolj dobro, da je šla ven? Nič drugo. No, to je tudi mogoče en tak dober stavek, ne? Da si rečeš, je dovolj dobro. Večina stvari zdaj delam res na tem, ker me je drugače preveč stalo, ko sem čakala na popolnost, ki nikoli ni popolna, ker tudi če še tako trudiš, jaz še vedno nekaj najdem, kar bi lahko bilo še boljše, mislim, no vsem. Jaz te knjige več nisem šla brati, ker se bojim, če je kakšna napaka, ne. In vem, da me bo iztirila in potem še ne vem, ne. Glej, za kožo pravijo, da je največji organ v telesu in sploh koža na obrazu zelo govori o tem, kaj se dogaja znotraj nas. Veliko primerov tudi sama poznam, ko je nekdo imel kakšne alergije ali pa kakšne zadeve na koži, pa niso bile na obrazu, pa ne, če so nekje skrite, si rečeš, ja, sej, nič hudega, se je v redu, ampak ko se pa nekaj pokaže nam na obrazu, takrat pa si res ne moramo več zatiskati oči. Se strinjaš, ne? Ja, verjetno res, ja. Ker dostikrat kdo reče, joj, ne, ravno tu se mi je naredil, zakaj mi ni, ne vem, na nogi se. Ja, na nogi se ne vidi. Ja, se bi še vedno bil mozol, ne, mislim se, ne bi bilo razlike. Kako ti vidiš to povezavo med? To je ta prvi stik z ljudmi, ne, vsak najprej pogleda v obraz in zato se mi zdi, da je zelo pač fajn, da skrbimo za njega na ta način, da smo negovani, da ne, ker z mimiko povemo več kot z besedami običajno, ne, če nimamo botoksa, da ne moremo z mimiko. No, če imamo, ne, če smo zabetonirani malo bolj, potem je fajn, če povemo dobesedno, ker ni tistega, k čemur bi lahko karkoli v podtonu izrazil malo hecano. Ampak res, dejansko je z mimiko ogromno naredimo, ampak mimika je tudi tista, ki je kriva za naše gube, ne, mimične gube. In jaz vem, da živi v Londonu ena gospa, ki se ni smejala že od otroštva. 60 let je stara, ampak se nikoli ni smejala. Nima mimičnih gub, jih res nima, ampak gravitacija je pa tudi naredila svoje. Plus tega pa izguba volumna, ne, 3 stvari so, ki najbolj vplivajo na to, kako se bomo starali. Torej, ki se bomo stopili, ki smejemo, pa tudi z njimi ogromno delamo, imamo pač več gub. Ampak se, ne, če smo prijazni, ne vidijo gub, ne. Potem pač izguba volumna in pa gravitacija, tako da se troje. Kaj pa ta povezava med čustvenim stanjem in ali se torej čustveno stanje izraža na koži? Ja, to se še kako. Zdaj, vsi imamo pač nek tak organ, ki nam pokaže, ko smo v stresu, ne, ni to želodec, ni, ne vem,
jaz imam recimo aritmije, mnogi pa imajo pač na obrazu, da se točno vidi kot nečista koža, ne mislim zdaj tako, ampak tudi gube povejo svoje, ne. Jaz sem se spomnila, ko sem imela fotografiranje za to knjigo, pa mi je on zbrisal ti 2 gubi na sredini, ne, fotograf, pravi, veš, sem ti to poradiral. Svega, kaj pa? Kako so kaj? Se tega ne moš imeti. Svega, če pa imam v resnici, mislim, ne, daj nazaj ti, ne, nikoli nišče ni rekel, svega, ne se vidi, da svi kaj razmišljam. A ni smešno, da je bila za celo polikana. Pol pa, a je to ta, a ni to ta? Nišče ne vidi. Ko so se začela ta retuširanja in sta bila moja najstarejša otroka majhna, sem bila na naslovnici ene revije modne in je bila revija takole na mizi in ko sta prišla iz vrtca, je rekel eden od njiju, joj mami, gledaj, tale ti je pa ful podobno. Tako da ja, to je to, o čemer govoriš, a ne? Glej, sprejemati, pač zdaj tako, če pogledam, a ne, po nas, dobro, razen tvoje hčere, smo vse 20 plus. Že ona. In ja, vse se slej prej soočimo s tem sprejemanjem tudi tega, kar se vidi navzven, torej gubic, ki prihajajo. Zdaj ti si pa še iz foha, a ne? Ja, ne spomnim me, kako je to izgledalo prvič. Ti moraš biti pa še, ne, pač s svojim obrazom moraš kazati nam strankam, da se da ohranjati na naraven način. Saj nosim veliko krat masko. Ne, pri svojem delu, ne. Res je, mogoče je to še malo dodatno breme, ne, ampak nekako okrog 40. se mi zdi, da se mi je najbolj začelo. Takrat se spomnim, vedno mi je bilo smešno, ko sem videla pač stranke, so šli po gledalo, pa so rekli, glej, samo to, vidiš, to. Samo to, glej, koliko je boljše. In jaz gledam, kaj je boljše? Mislim, kaj za te gor, dol, centimeter, gor, mislim. Ne, jaz sem pravila, to so dvigovalke obraza, ne. In potem okrog 40. leta, na jutro pač v kopalnico in sem pogledala tako v obraz, ne, to je bilo vse proti jugu že, ne. Pa res, ja! Res je ful razlika, ne. Jaz letim v salon, si vse nabavim, kaj je bilo možno, mislim, takšne in drugačne, ne samo kremo sem tek imela, ampak še dodatne serome, to, ne. Je vrem cela domov nabasana, pa se še dela masi pihnjena, mislim, to je premalo, ne, še že mišice imaš nekaj narediti, ne. Ker veš, ne, kak je kost, je mišica, pa koža in zdaj, če gre mišica dol, ne, je zraven dol, ne. Tako da ja, je kar malo bolj kompleksno, ampak tiste je bil res šok, ker je res ful boljše, ne. Pač lahko se odločiš, ali greš pač, jaz pač se trudim na naravni način ohranjati, kar se da. Ne grem pa v druge ekstreme. Kako, daj nam zaupi kakšen recept svoj. Saj ni to nekaj. Kaj delaš za kožo? Okej. Pač jaz moram reči, da odkar se poznavam, imam tudi te kreme, ki mi jih Mihaela zmeša prav za mojo kožo. Ja, pa še serumčke si mora reva gor dati, pa še čistice mora, pa še tonik mora uporabljati. Ja. Česar prej nisem, moram priznati. Ja, res osnova je to, da se res pač čistimo obraz. Tudi če se ne ličimo sicer, ne, imam včasih občutek, se si z vodo dovolj. Pa ni dovolj. Zato, ker če se boste dali na kosem vate tonik, pa malo prebrisali, boste videli, da še vedno neka umazanija od zunaj je, ker pač ne živimo v takem okolju. Tako da fajn je, če se res počistimo obraz vsak dan, tonik, zato da se pripravi koža na učinkovine, ki jih damo gor, zato da se teha nazaj spostavi, zato da malo še navlaži, ker so običajno še vlažilce zraven. Pa potem seveda nek serumček damo spodaj, glede na to, kaj vas trenutno moti. Ne? Ali so to gubice, ali so to hiperpigmentacije, ali žilice, ali pač karkoli, želite izboljšati, navlažiti. Pa potem kremice, to je res osnova. Pa mogoče, če še za okrog oči date posebej za ta predel, ker je pač najbolj izpostavljen, je že ogromno in je že mnogo več, kot mnogi naredijo. Pa enkrat na teden, oziroma odvisno od tega, kakšna koža je vaša, enkrat na mesec, enkrat na teden kakšen peeling, da se malce kožne celice odstranijo od mrle.
pa kakšna maska, pa masaža, dotiki. Tukaj je ogromno refleksnih točk. Poljubi tudi lahko, ja. Dobra ideja. Ja. Ne, res, mislim, nasploh, pa tudi, če ste slabe volje, da sem tako, malce tako, ne, živčni končiči so vse posod. Koža je res specialen organ, lahko ti spremeni počutje v trenutku. Ja, zdaj mi gre skozi misli, kaj od tega vse delam, kar si naštela, a ne, teh peelingov, pa maske, pa to prepustiš, da vidiš do mene, ne? To mi malo zmanjka, ne, pa še premalkrat pridem do tebe. Ali se ti zdi, da smo ženske bolj začele skrbeti tudi za to, da si kupimo eno dobro kremo, da pridemo na nego, da... Ja, zdaj, jaz imam pač samo take stranke, ki to dejansko delajo, ne? Koliko je pa recimo ostalih ljudi, pa ne vem. Ampak, ja, ko začnejo enkrat hoditi, recimo, ker ponavadi tako ne, dve fazi sta tej sprememb. Prva je v puberteti, ne, takrat tisti, ko me lahko potem določimo kakšen našpik kože, in pa potem spet v drugi puberteti, torej tam okrog menopavze. Ne vem, zakaj se smeješ? Hecam se skratka bolj v naših letih, pa se spet malo spremeni in moramo tudi prilagoditi svojo nego normalno. No, recimo, prej smo se malo hecali, ko si rekla, ne vem, govoriš o negi, pa o lepoti in tako naprej, pa mogoče imaš tudi kakšno kremo proti celulitu v salonu, ne vem, ali pa kakšen tretma, ali pa kaj takega, in si, a ne, znana tam v tvojih koncih kot kozmetičarka in tako, in potem pride poletje in greš v kopalke, na bazen. To sem rešila. Kako si to rešila? Ja, ne delam več nege telesa. Ne, je pa res bilo eno obdobje, ko smo pač ponujali tudi anticelulitne tretmaje. Jaz sem vedno imela celulit, že iz osnovne šole. In da še imam. Ampak pač, tu je, ne. In sem rekla, gledaj, jaz ne morem iti na bazen, pač lokalni bazen z celulitastimi nogami, če vam ponujam anticelulitne tretmaje. Je pa res, da jaz nikoli nisem uporabljala nič od tega. Ja, začela sem, potem sem dobila te težave z žilami in se rekla, gledaj, greti ne smem, tega ne smem. Pač, gledaj. Se, gledaj, jaz vedno pravim, ni problem v celulitu. Problem je v tem, da sem se v nepravem stoletju rodila. Če bi se jaz rodila v baroku, vsi bi me častili. Ne vem, če ni. Lahko me posli, da sam. Ne, ampak res, dejansko je tako, ne. Vsi imamo pač različne postave, različna tkiva in fajn je, če se negujemo, ampak fajn pa tudi je, če sprejmemo, da pač vse ne gre v nulo, ampak tudi kaj je tisto, kaj se želimo. In zdaj, če smo se rodili zdaj v tem času, so pač, zdaj so zadnjice moderne velike, ne? Imaš pač srečo, če imaš to. Recimo malo nazaj je bilo, kjer smo to suhice so bile tiste moderne. Vedno je neko obdobje, samo dovolj dolgo moraš živeti, enkrat si modern in super in lep in fin in vse. Vmes pa se pač moraš sprejeti. Kakšna dobra tolažba, enkrat že prideš. Enkrat že prideš na vrsto. A imaš ti kakšne svoje dnevne rituale, dnevne rutine? Ja, celo imam. Ne, res imam. Zjutraj običajno je odvisno, no, ali če stanem za tako glavo, da sem švigala, to še manj. Potem si naredim vodeno meditacijo, da malo smirem, ne. Ali pa vse diham. Če pa se zbudim tako, da me niti ni za vstat, da bi še kar se pokrila, potem pa kakšne te afirmacije malo za zjutraj, ne, da te malo ne bo star, pa kakšno dobro glasbo. Ali pa kakšen, še rajše v bistvu poslušam kak podcast, da me malo dvigne, pa kaj takega. Potem zdaj celo telovadim. To je pa res velik napredek, zdaj, če katera prebrala knjigo, ve, o čem govorim. Ja, sem naredil raztezne vaje in tako, to sem pa zares pridna. Potem pa v bistvu, ja, je pa že kopalnice, potem že tuširanje, pa te rituali, kaj so pač za nego kože. A se zbudiš zdaj zjutraj in rečeš, lepo je biti jaz? Ja. To pa zdaj, pa tudi pozneje začenjam službo, yes.
A je še kaj lepšega, kar lahko doživi vsak od nas, kot to, da si rečeš, lepo je biti jaz? Ne vem, če je. Pa tudi meni se zelo pomembno zdi zvečer, da tudi če si utrujen, pa tudi če ne vem, šlo nekaj narobe, pa da si lahko res prikličeš tisto, kar pa je šlo v redu tisti dan in rečeš, ajde biti jaz, lepo je biti jaz. Hvala, ker nas nagovarjaš k temu, da začenjamo, če ne drugega, razmišljati o tem, da je vsak od nas edinstven, unikaten, da ga ni enakega človeka na svetu, kot si ti, kot sem jaz, kot je vsaka med nami. In da znotraj te svoje edinstvenosti res začutimo to svojo božanskost, to besedo jaz zelo rada uporabljam, ker druge boljše ne najdem za življenje samo. Ne? In ja, da iščemo tiste lepe, dobre stvari v sebi, na sebi in da tudi vsako svojo posebnost znamo ceniti kot tako. Ne, da želimo zdaj... Je pa že, da vse sprejmeš, se mi zdi, že si že na dobri poti. Ker tudi, če hočeš karkoli spremeniti, je nujno, da jo najprej sprejmeš. Ker potem z drugo energijo spreminjaš in to je čisto drugačen proces in ne greš na silo, ne greš proti sebi, ampak greš zato, da ti bo lepše, da ti bo še lepše. A imaš sanje že v etru? Kaj so naslednji tvoji koraki? Ja, jaz imam malo to grdo navado, po eni strani je res to malo nenavadno, nenavadno. Da predno je nekaj zaključeno, je že v ozadju drugo še vedno, ampak zdaj se pač namerno pusti malo. Ne? Zdaj se nekaj ni, zdaj pa uživala zdaj malo v tem, pa da poletje, drugače pa ne veš niti še vsega, ampak dogaja se, ti bom bolj povedala. Ampak kakšni dogodki? Dogodki sem pa rekla, da do spomladi, da ne, kot taki večji dogodki, ker je kar zdaj res dosti teh predstavitev knjig, pa polno se vsega dogaja. Torej delaš to, kar govoriš, a ne paziš nase? Ja, zdaj pa res, ja. Mislim, upam, da dovolj. Upam, da dovolj, ker dejansko pač energija je, koliko je. Kakorkoli me hočejo prepričati, da leta niso pomembna, meni se res zdi, da imam malo manj energije z leti, no? In da rabim več, mogoče. Rabim več časa zase, nasploh, tišine, miru. Vsak čas več. In zato vmes malo moram, malo se reče vse. Torej, nočeš nam izdati svojih projektov? Ne morem še, ker še vse čas potrjeni. Ja. Ampak ja. Bilo mi je zelo fajn pisati, zelo mi je lepo, tudi ta odziv na knjigo, res sem hvaležna zanj in verjetno še bo nastala kaka, v glavi že nastaja. No, sej si misli. Ja, to je eden izmed mojih ciljev, ja. Ja, super. Ja, hvala ti, no, jaz seveda zdaj ne zaključujem še dogodka, ampak bi si želela, da Mihaelo še ve kaj vprašate. Zagotovo se je kakšno vprašanje porodilo, izvolite. Ja, sigurno kakšno vlogo je v vašem življenju imela prehrana. Ali ste mogoče takrat, ko ste izgorela, sploh pozabila na hrano in jedla samo sendviče, recimo? Ne, jaz imam pa malo poseben odnos s hrano zaradi tega, ker imam ogromno alergij. In že tako pazim zaradi tega. In te nisem kaj dosti spreminjala. No, tudi zelo domače jemo, mož prigradi, ali kako ne rečem, ne, ogromno zelenjave pridela. Tudi pogosto on kuha, ki kuha boljše od mene. Ne. In tako da tukaj sem še kar okej, no, ne pretiravam razen v sladkorju. To pa ja. In moram reči, da ja, no, glej, to imam pa tudi tako, ne, si rečem, zdaj bom, potem pa malo neham, pa ne. Je pa bilo res, da takrat med izgorelostjo sem pojedla ogromno čokolade. Mogoče, če bo kateri prišlo prav, zato samo to povem. Ampak bolj, ko sem jaz jedla čokolado, bolj sem jaz imela aritmijo. In jaz sicer tega nisem dolgo priznala, ker jaz sem pač rabila energijo in meni je bilo tisto idealno, da sem pojedla. Pa jaz nikoli nisem kupovala malih čokolad, ker to mi je bilo čisto brez veze. Jaz sem pojedla čokolado, ne, če sem že jedla. In ja, pač 300 gramsko. Ne, da mislim, da nisem se v male kupovala. Pa nikoli se nisem šla tako enega pa enega lomiti, ker
nema smisla. In ko sem v bistvu ugotovila, da je aritmijo povzročil dobesedno teobromin, ki je not v čokoladi. In meni je bilo, meni se iz enega dneva na drugega se mi je aritmija ustavila. Tako da ja, to je lahko zelo nerodno. Jaz sem rekla, da se spreminja očitno v psa, ne? Psi ne smejo zaradi teobromina, ker jim povzroča aritmijo. In tako da jaz zdaj pač sem sam na beli čokoladi, če že. Ni tako dobra, ampak če druge ni, je tudi ta dobra. Drugače pa ja, sladkor je kar moja šibka točka. Sicer pa nimam nekih grehov, ne? Ve, prijateljice, ki me bolj poznate, ne? Tako da, ja. Piškoti, ja. One si naročijo vedno neke sladice iz piškote iz svoje torbe. Ste hteli kaj vprašati? Ja. Kaj zdaj narediti zase? Kaj ste danes naredili zase? Danes, to, kar sem prej rekla, torej najprej sem malo meditirala, sem se malo raztegnila, potem sem šla dobro jesti danes za vsak slučaj, da imam dovolj energije. Potem, kaj sem še danes... Si delovala? Sem že tudi. Tako da ja, počasi je. Pač nekaj od tega vedno naredim, ne. Pa tudi to, da se res vpraša, ok, časa se danes veselim. Čeprav sem imela ful tremo, sem se vas ful veselila, sem upala, da bo prišel kdo sploh, ne. In tako da se vam zahvaljujem, da ste. In kaj ta trenutek potrebujem, kaj ta trenutek mislim, to kar večkrat. Tudi tako, ko recimo delam, ne, ker itak včasih doma zaspim med kakšno masažo ali kaj in potem imam čas, da to se v glave malo res štima. Odlično. Kaj še delate, pedikure? Ne, tista bila moja Je rekla, da dela nekaj telesa, ja. Ja, je pa bila res zadnja pedikura takrat narejena. Ja, takrat pa sem rekla, gledaj, očitno je bil to tudi znak. Jaz sem ful hvaležna zdaj te ženski, ampak takrat sem mislila, kako me lahko tako pustila, ne, na pol mrtvo tam, ne. Ampak ja, samo ogledalo je bilo. Res, jaz sem čist isto, od tega, da sem se ignorirala, da sem se gnala, še sam to pa bo, ne. Kot da bi sebe v bistvu ignorirala, ne. Sem pa rabila, da sem do tega prišla. Ja, preživeli smo vsi. Takrat sicer sem imela pomoč, da so pač zaposleni, ki so delali pedikuro. Zdaj trenutno pa res sem sama in delam samo nekaj obraza. Fajn, kam pridi? V Ljutomer. Veliko kam prijatelj. Kam gre beli zajček? Zelo dober moj prijatelj. A poznate tega? Ne. Misticizem na TikToku je zelo uspešen. Neki duhovnik, mislim, da je tam prav Ljutomer doma. Zdaj 5. otroka dobil. Kar ene par se nas vozi iz Ljubljane oziroma iz teh koncev na Nego v Ljutomer. Mislim se, če komu to povem, da gre na Nego, kam pa v Ljutomer. A nimaš nobene bližji, ali nobena ni Mihaela. Se spomnim na enem dogodku, ko je bila Zvezdana Mlakat, pa posluša, ko se mi pogovarjamo, kdaj ti prideš, pa kaj vi hodite k njim? V Ljutomer, ne? Ja. Ja, pa bom še pa jaz, če še. Pa šla, ne? Ja, glej. Ker ni samo nega, ne? Ja, sej, ni samo nega, ne? To je tak dogodek, ki si ga narediš za cel dan. Veš, da sicer se boš vozil, ampak vmes lahko poslušaš kakšne zanimive stvari ali kakšno dobro glasbo. Pri Mihaeli se naklepetaš. Ja, včasih pridete tudi po dve, veš, pa potem že klepetata in imate že celo štorijo, že pridete s takim nabojem, da je vešno. Tako da je to dogodek, pa res moram reči, da jaz sem zadovoljna s kremami zelo. Tako da sem hvaležna, moram povedati, da tudi Mihaela mi je takrat, ko sem imela obsevanja tega predela pri raku, 35 obsevanj, in če me danes pogledaš, se mi ne vidi nič, ne? Niti mi ne zateguje. Ja, ko smo mi dve videli tiste slike, ne, ki so pokazali, kakšni si pač po teh, nam je bilo kar malo slabo, no. In potem sem se jaz malo povezala z temi mojimi iz Nemčije, ne, ker to delajo in so očitno dali dober recept. Ja, in sem ti hvaležna še danes in zadnjič me je onkolog vprašal, a lahko vozite avto?
Zakaj, ja. Prav, no tako, če lahko se ozrete, če levo pa desno in sem rekla, ja. Tako da, sicer sem potem mu rekla, da verjetno tudi zato, ker pač telovadim, ne, to so geni, ja. Okay, ne. Ampak tako da ja, delaš dobro in vem, da potem so tudi mene ženske spraševale, kako sem si jaz pomagala in sem res z velikim veseljem posredovala informacije. Mislim, da smo kar nekaj ženskam rešili kožo na ta način. Tako da res hvala ti še enkrat. Z veseljem. Še kakšno vprašanje? Prosim, prijateljice, kakšno sočno? A še snemamo? Ja, se še snema. Jaz bom rekla sočno za mojo Mihaelico ali pa našo Mihi to, da sem hvaležna za tale krog tehle mojih 4 prijateljic, predvsem pa zato, da sem neizmerno ponosna na te, ker septembra lansko leto je bilo naši Mihaeli še to nepredstavljivo, da bo danes misija nemogoče. Tako, misija nemogoče. In en recept, ki ga pa jaz, pa verjamem, da ga tudi tle punce podpišejo, je pa imejte poleg domačih še kakšno prijateljico, na katero se lahko obrnete, ko imate, jaz temu rečem, žute minute. In mi smo takrat, ko smo imeli mehne otroke, našli več časa zase, kot zdaj, ne? No, zdaj smo že nazaj. Se pravi, zdaj smo pa že nazaj. Zdaj se čisto zgubile, smo imeli samo tako mogoče ena po ena kak kontakt, ampak zdaj smo pa nazaj in mislim, da damo več. Ne. Ker to je pa res nekaj posebnega. Celo poglavje je posvečeno tudi pač prijateljstvu in jaz mislim, da je to zelo, zelo dragoceno. Poleg same družine je to nekaj. Premalo je nek en, mogoče res prijatelj, ker mogoče takrat ni na voljo, takrat mogoče ima svoje težave, karkoli in je fajn, če moment tako celo skupino podporno. Spravim, da je to tako kot tista varovalna mreža pri cirkusu, da če padeš, da te nekdo ujame, pa tudi takrat, ko si zgoraj, kot je lepo, da to še sam tisti trampolin, kot da še višje potisne, ker se mi zdi najboljše predvsem to, da ko nekaj uspeš, da te nekaj uspe, in potem ne moreš s nikom tega podeliti, nišče ne veseli s tabo. To mora biti res grozno. Mislim, da še to hujše kot tisto, ko si na tleh, pa da ti nišče ne pomaga ven. Mislim, da je to, da se nimaš s kom veseliti, meni osebno še blokuje. Težko biti samo na pesi. Ja, res je, ja. A misliš, da bomo? Če boste prišli v Ja, se zato, Mislim, da v teh zemeljskih. Lepih občutkih. Ja. In da, recimo, res zelo, zelo še enkrat moram povedati, hvaležna, da ste prišli. Lahko še eno vprašanje? Koliko knjig do zdaj ste prodali? Mogoče že drugi ali tretji ponatis? Jaz osebno mislim, da okrog 150, vi pa ne vem. Ja, slabih 400 že v bistvu. Smo že 3 dali, zdaj smo že te so iz tretjega ponatisa. Ja. Sicer so manjše količine. Je pa res, da Mihaela tudi zelo aktivna in promovira svojo knjigo. In to tudi veliko pomeni, veliko takšne predstavitve, da tudi to svojo izkušnjo deliš. Z drugimi je v bistvu še največ, no, ampak skupaj pa seveda tudi potem prepoznavnost tvoja in tvoje knjige je sigurno s tem veliko večja. Aktivnost avtorja je zelo pomembna, da je knjiga videna, knjig vsak teden izide že pa naši založbi, z naših distribucijskih partnerjev, veliko je založb v Sloveniji in da je knjiga vidna na polici, je avtor zelo pomemben in tvoje delo je zelo vidno in to se potem tudi pozna na rezultatih. Tako da čestitke tudi z naše strani. Hvala lepa. Ja, moram reči, jaz pač spremljam malo na Hobisu, ki mi je to malo zanimivo, pa grem gledat, kako sem ne. In vem, da so v Ljubljani enega časa je bilo tako, da je bilo, mislim, da so bili tretji čakalni vrsti, kar je bilo meni zanimivo, ker v Ljubljani itak nihče ne pozna skoraj, ne. Pa tudi pri nas mislim, da je junij, julij komaj, tako da ja, se tudi v knjižnice zgleda, da izposoja. Sem ful vesela. Bravo.
ker je taka lahkotna, berljiva, mislim, v enem dnevu jo ene preberejo. Se pravi, ta prava za počitnice poletne, ne? Ja, tudi tako vmes za kavčanje, ne. Torej za tisti dan, ko se malo uležeš. Pa tudi mi pošiljajo recimo iz zdravilišč, iz bolnišnice slike, da jo tam pač jih drži malo gor, ker je malo tako na humorističen način mogoče napisana. Mislim, jaz se vsaj domišljam, da je. Tako da ja. Zelo sem vesela. Tako da, če jo boste prebrali in mi kaj napišete, kakšen feedback, bom tudi malo vesela. Če je kakšno vprašanje? Kakšno misel? Urška, ti boš tiho? Jaz sem povedala, da je težko biti samo nebesni. No, to je res, ja. Jaz sem na to ponosna. Ja, je pa še tukaj tudi Vesna, ki pa je bila ena od mojih prvih bralk. Tako da lahko mogoče ti poveš kakšno besedo, ki si se mogla prebijati skozi tisto še totalno nelektorirano, Rekla so samo ostanki stare Mihaele, to, kar zdaj govoriš. Ostanki, ne, to še kar aktivno. Ne, je bila že od začetka zelo brljiva zadeva in sem ti takoj povedala, da sem padla noter, da res, ko sem še tvojo reč, pa delovno verzijo brala. Ja, pa tudi preberem res ogromno knjig, ampak tako sem ti tudi napisala, pa tukaj ni to samo ena od knjig, ima tvoj oseben pečat in je drugačna tudi zaradi tega. Ok, pa verjetno sem malo tudi pristranska, ja, zato sem prijateljica tvoja že dolgo časa, ampak sem ful ponosna zato, ker vem, res, ko bi mojca rekla septembra, v resnici mislim, da še novembra smo se pogovarjali, pa bi ali ne, ali... Ne, novembra sem začela pisati. Si že začela pisati? Ja, takrat, ker mi je rekla, da moram začeti, pisati novembra in potem je bilo, ja. 3 tedne, ja, ne, kako si bila. Kam ide sem malo skeptičen potem, zelo, nismo upali povedati. Ne, se sta povedali. Pa tudi med vrstice je bilo jasno. Pa ne zato, ker ti ne bi prvošli, ampak ker poznaš. Malo sta le spoha, pa veste, ne? Ja, tako mlada knjiga še. Ja, to čez nekaj marca. Res, pa še čas. Še par tisoč še bo šlo. Bom pomagala pri promociji, če že. Super, hvala. Tako da ja, res je, ja, takrat smo potem še, ko smo bili, za tvoj razsena smo bili skupaj, ko smo rekli, da ne vemo, če bo to šlo skozi, ampak vse kaj gledaj, skositi ni greh, gremo na polno in jaz sem si vzela potem 3 tedne, ja, ne, da bom pisala, ampak od tistih 3 tednov sem 10 dni ležala s korono. Tako da, ja. Ampak je šlo, je tudi urednica bila zelo, tako smo delali bolj kot ne večernih, nočnih urah, ker sem pač čez dan delala tudi v salonu. Ampak je šlo brez nekih posledic, ker sem res pa se čuvala vmesno, to pa moram reči. Takrat ne, takrat strnjeno res nekaj časa ne, ampak zavestno ne. Ker sam pri sebi običajno veš, kot je rdeča lučka sveti. Sam vprašanje je, če greš na črpalko ali ne, če jo želiš videti. Ampak ko mi zdaj res tako močno zasveti, tudi ustavim, tudi če ni nekaj narejeno, tudi če ni nekaj odgovorjeno, Urška, bom ti odgovorila, prosti. Tako da, nekaj sem še tudi dolžna, nekaj odgovorila. Se pravi, tale knjiga je tudi motivacija za vas? Ja, absolutno. Motivacija in pravim tudi, če kdaj malo zdrsne, ali pa da nimam ideje, kaj bi naredila za sebe, pa sem odprem pa pogledam, kaj bi lahko naredila. Ker je pač take čisto preproste nasvete samo. Ampak jih pozabimo v tem dirkanju iz enega konca na drugega. Fajn, če se mi sestavimo na kakšni postaji. Kaj bi bila ena taka ključna misel tvoja ob vsem tem preživelem? Pa ob tem, da si uspela stvari v bistvu zapisati, pa dati na papir med ljudi, kaj bi rekla, da je eno tvoje glavno sporočilo skozi to knjigo? Je verjetno res to, da enostavno je dovolj dobro, res dovolj dobro. Da ne čakati na popolnost, ker če ste perfekcionist, potem popolnost za vas nikoli ne bo in nima smisla tega delati. Tudi ne rabimo biti popolni, zakaj bi mogli biti popolni? Smo bolj zanimivi, če nismo. Ampak da se pa res potrudiš pač po tistih močeh, v nekih svojih okvirjih,
pa za najboljše, nisem za to, da ne. Isto recimo, ne, se pravi, jaz sem pač bolj za naravne stvari, za naravno pomlajevanje, kakorkoli rečeš, ampak ne rečem, da pa nič ne delaj. To s tem pa ne resoniram. Torej, ja, neguj se, neguj svoje telo, neguj svoj svojo dušo. In če vse troje nekako res, da imaš, kot njemu je slogan, negovano telo, pozitiven in radost v duši, če ti to uspe, potem z lahkoto sam večer rečeš, lepo je biti jaz. Mislim, da si zelo lepo strnila, ja, zdaj tole, kaj je ta recept, a ne, oziroma ključ. Tvoja knjiga nam ponuja odgovore, kako priti do tega. Nekaj odgovorov sigurno, nekaj pa je itak individualno. Mihaela je tukaj danes še na voljo za to, da se podpiše v vašo knjigo, če si jo boste podarili. Seveda se bo tudi slikala z vami, a res? Ja. Ne, hotel sem še sad nekaj reči. Lahko nekaj naredimo? Seveda. Skupinski selfie. Lora, lahko prideš sem pa v šano sliko narediti. Lahko ostanete vse, ki ste imele lani rojstni dan. A veš, misliš, da smo vse tukaj take? Jaz sem resno mislila. Ja, da še letos nisem imela. Ne, lani. Lani pa ja. Vse, ki ste imele lani rojstni dan. Jaz to sem imela že letos. Ampak lani si ga tudi imela. In potem mi pokažite, kakšno darilo ste dobili. Jaz sem sama sebe. Potem pa tak. Kako veliko je bilo darilo? A nobena nič ne dobila? Da se spomnim. Kaj nič nisem dobila? No dajte, no pokažite mi, kaj ste dobile. Ti pa slikaj hitro. Jaz sem si ga sama podarila in to veliko Hvala lepa. To bo slika za Facebook, da si misli, da sem dobila stoječe ovacije.